Zaradi širjenja novega koronavirusa je občina Slovenska Bistrica sprejela nekaj dodatnih ukrepov. Podrobnosti so predstavili na današnji novinarski konferenci. Kar se tiče nas, nismo vsi zbrani, zato ker so nekateri na nujnih dolžnostih, sem pa zraven na tiskovno konferenco povabil direktorico zdravstvenega doma, zato ker je to inštitucija, ki je v tem trenutku verjetno najbolj tista, ki je izpostavljena. Zdaj, namen tega našega srečanja je to, da mi pojasnimo nekatere ukrepe, ki smo jih sprejeli, in nekatere ukrepe, ki še jih načrtujemo, seveda v skladu tudi z navodili, ki jih dobivamo iz državnega vrha. Zdaj, kar zadeva ukrepov, ki so bili sprejeti, veste, da smo mi tudi predčasno zaprli naše lokale, poslovne dejavnosti, tiste, ki niso nujne za zagotavljanje prehrambenih artiklov. Nekoliko smo bili pred vladno odredbo. Mi smo pred tem tudi pripravili vse potrebno, bili v kontaktih z ravnatelji, kar zadeva potrebnega čuvanja otrok predšolske in pa šolske vzgoje za tiste, ki bi zaradi delovne dolžnosti pač tovrstno čuvanje potrebovali. Vendar se je pokazalo, da za ta teden to ni nujno bilo, ker so se starši organizirali na način, da tega ni potrebno zagotavljati. Smo pa sprejeli še neke dodatne ukrepe, ki stopajo v veljavo danes oziroma jutri. Gre za to, da bomo jutri ob 8. uri odprli dežurno informacijsko pisarno, preko katere bodo šle vse informacije, kar zadeva potrebne pomoči ljudem, ki bodo to pomoč potrebovali. Govorim seveda o prehrani, govorim o potrebah po zdravilih ali pa še kaj drugega. V tej dežurni pisarni bosta dva, ki bosta tam ves čas prisotna, prejemala bosta klice, preusmerjala potrebne informacije na tiste naslove, ki so za to potrebni, oziroma organizirali bomo iz tega naslova pomoč. Sočasno bomo danes pozvali tudi vse zdrave k prostovoljni pomoči, tisti, ki se imajo namen in željo aktivirati, in jih bomo seveda ta seznam tudi vodili preko te informacijske pisarne. Zdaj, seveda prihaja do številnih zelo različnih vprašanj iz različnih področij. Zaenkrat te stvari peljemo prek številke Rdečega križa na eni strani, na drugi strani preko pač občinske uprave, ampak zaradi bolj transparentnega načina dela in boljše organiziranosti organiziramo to pisarno. Mi tudi vsakodnevno ob 9. imamo sklicano v bistvu sestanek štaba civilne zaščite, na katerega povabimo zraven po potrebi še ostale akterje, ki niso nujno člani tega štaba, med drugim gospod direktorico zdravstvenega doma. Smo pa danes imeli tudi sestanek z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti, to pa zaradi tega, ker želimo na nek način to prostovoljno pomoč organizirati na neki piramidni obliki. Vi veste, da mi imamo 15 krajevnih skupnosti. V krajevnih skupnostih seveda člani svetov krajevnih skupnosti in tudi drugi predstavniki različnih prostovoljnih inštitucij najboljše poznajo razmere, kar pomeni, da bomo po potrebi seveda preusmerjali te klice, kar se tiče pomoči tudi v tisto krajevno skupnost, kjer bo neka pomoč pač potrebna. Zdaj, te stvari bomo v tehničnem smislu organizirali, tako sem že povedal, do jutri do 8. ure, jutri bo pa stvar potem tudi stekla. Zdaj, predsedniki so se vsi odzvali, bili so pripravljeni tudi sodelovati, tako da jaz bi se ob tem že seveda zahvalil tudi vsem tistim, ki se res angažirajo. Seveda, jaz upam sicer, da ne bo potrebe, vendar vsi vemo, da verjetno bomo še toliko več potrebovali v prihodnjih dnevih, tudi tednih. Jaz seveda izkoriščam tudi to priložnost še enkrat za to, da tudi apeliram na vse vas novinarje, da res
poskušamo ljudem razložiti, da je pravzaprav samo izolacija edini učinkovit odgovor na dogajanje, ki je povezano z samim širjenjem. V tem smeri gredo seveda tudi državni ukrepi, v tem smeri grejo tudi naši ukrepi. Dodatno bomo še tudi pozvali, ker opažamo, da se zbirajo tudi starši z otroki na teh igriščih, da pač razumejo prepoved zbiranja na teh igriščih, ne zato, ker so ta igrišča tudi potencialno največji vir lahko okužbe. In nenazadnje, mi imamo recimo tudi naš bistriški Vingar, seveda je prav, da so ljudje zunaj v naravi, ampak morajo biti zunaj v naravi na način, da se ne družijo. Tako da tudi tam pač priporočamo, da so skupine manjše, največ 5 ljudi, pa da nekako držijo to razdaljo 2 metrov med sabo. Še enkrat, torej, tu pa res še enkrat, res apeliram tudi na vse vas, da se ta informacija zelo jasno posreduje vsem, tako našim občankom, občanom, kot tudi vsem drugim, ki bodo imeli dostop do te informacije, ker vsi smo pravzaprav na istem bregu, tu ni kaj in največ, kar lahko naredimo s tem, ko se sami odgovorno dejansko obnašamo. Tako bi jaz imel mogoče uvodoma, pa bi zdaj predal še mogoče besedo direktorci, potem pa. Zdaj v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica se pripravljamo v skladu s smernicami, z doktrino na to, kako pravzaprav nekako obvladati to epidemijo COVID-19. Zagotovo je občina Slovenska Bistrica ena tistih, ki je to zadevo med prvimi od občin vzela resno. Mi smo namreč eden redkih zdravstvenih domov, ki smo imeli kontejnerje za izolacijo postavljene, že preden je bilo to nekako uradno rečeno in preden se je večina zdravstvenih zavodov sploh nekako spomnila na to, da bo potrebno te ljudi, ki so zboleli, obravnavati drugače, kakor smo bili do sedaj navajeni. Vedeti morate, da epidemija, kakršni smo priča sedaj, se v času našega življenja pravzaprav še ni pojavila. Jaz s svojimi delovnimi izkušnjami še nisem srečala tega, da bi se na tak način pripravljali na epidemijo, da bi toliko ukrepov povzemali in tako zelo drugače vodili te postopke. V zdravstvenem domu smo sedaj povzeli številne postopke, s katerimi najbrž tako nekdo, ki se srečuje kot pacient, z nami ni najbolj zadovoljen, ampak to so postopki, ki se spet uporabljajo za to, da se bolezen ne bi širila. Zdravstveni dom je zagotovo največje žarišče infektov. Mi smo pravzaprav najbolj potencialno kužna točka. Pri nas se boste najlažje, če bodo občani po nepotrebnem obiskovali našo hišo, bodo najbolj verjetno zboleli. Zato smo mi povzeli vse te ukrepe, ki so bili v uredbi nasvetovani. To se pravi, odpovedali smo vse preventivne dejavnosti, odpovedali smo vso fizioterapijo, odpovedali smo vso specialistično dejavnost, torej dejavnost nevrolog, ultrazvok trebuha, rentgensko slikanje okostja, ki je nenujno. Odpovedali smo vse preglede šolarjev, tako in tako, ampak tudi malih otrok, razen otroških posvetovalnic do 1. leta. Tega zaenkrat še nismo odpovedali, ker menimo, da vseeno v 1. mesecu, 3. mesecu, da starši res to še potrebujejo. Odpovedali smo vse tiste storitve na patronaži, ki niso nujno povezane z zdravljenjem obiskovanjem otročnic. Odpovedali smo kompletno zobozdravstvo. Morda se ljudje še najmanj zavedajo, kako zelo velika možnost prenosa okužbe je v zobozdravstvu. To je pravzaprav v tem, kar delamo mi, so zobozdravniki in zobozdravstveno osebje najbolj ogroženi, da se okužijo od potencialno zbolelega. Zato je zobozdravstvo v celoti odpovedano in vse je preusmerjeno v enotno vstopno točko v Mariboru v ulici Kneza Koclja. Tam pa bodo seveda jemali samo tiste res najnujnejše primere v zobozdravstvu, to je oteklina, krvavitev, ena huda poškodba. Vse ostalo se bo odklanjalo, nalagalo na kasneje, ne vemo pravzaprav na kdaj. Delo smo torej organizirali tako, da se poskušamo čim bolj izogniti kontaktom pacientov z nami.
Dodatne vstopne točke za telefon smo organizirali, ker tudi po telefonu je zdravstveni dom velikokrat težko dobiti. Jaz upam, da bo zdaj šlo lažje, kajti osebje, ki je zdaj v teh dejavnostih, ki so ukinjene prosto, bo sedaj delovalo na teh telefonskih linijah. Prve informacije bodo lahko dobili že od teh, ki bodo na vstopnih točkah, bodo pa ti vzeli tudi telefonsko številko, pa jih bodo potem naši zdravniki klicali nazaj, tako da bi se res, da se bodo za vsak pregled sproti dogovarjali z zdravniki. Vse tisto, kar je nujno pregledati, pa je sumljivo na to, da bi lahko bila okužba z tem covidom, gledamo v izolirnici, torej v tem kontejnerju, ki nam ga je civilna zaščita Slovenska Bistrica uredila. Tako da gledamo jih, smo pa zaskrbljeni, ker nam pač oprema, to tudi vedo, pravzaprav poslušamo dnevno, oprema, zaščitna oprema zmanjkuje. Jaz verjamem, da jo bomo še ravno pravi čas dobili, nove zaloge, ampak ta hip smo tudi mi zelo zaskrbljeni za svoje zdravje. Tako da to računam, da bomo rešili in da bojo pacienti z razumevanjem sprejemali to, oziroma da bojo sami prepoznali, da je za njih in za nas boljše, da se slišimo samo po telefonu in da ne obiskujejo zdravstvenega doma. Zdaj marsikatera pot ni še dorečena. Verjetno bo zdaj v naslednji fazi treba organizirati službo na način, da pacienti ne bodo imeli več dostopa do svojega osebnega izbranega zdravnika, ampak se bo vse organiziralo po točkah. Recimo, eno ambulanto bomo organizirali samo za preveze, eno ambulanto samo za zvišan krvni tlak, eno ambulanto posebno pa za respiratorne infekte. Tako da do svojega izbranega zdravnika najbrž v prihodnjih dnevih pacienti ne bodo več mogli, ampak si drugače ne bo šlo. Trenutno imamo tudi danes, recimo, ko sem vprašala kolege pred prihodom sem, kaj jih danes najbolj žuli, no je ta strah pred pomanjkanjem opreme in drugo pa je ta pritisk javnosti staršev, ki bi želeli imeti stalež za varstvo otrok. Stalež za varstvo otrok, bolniški stalež za varstvo otrok ni pravica iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zdaj se ne vem, kako bi rekel človek, po nepotrebnem malo v konflikte zapletamo, ker ne morejo dobiti staleža za to, če so otroci zdravi in v varstvu doma. Tako da to so take, no, saj večina, pa moram reči, da ni nekih takih velikih težav, nerazumevanja, da pravzaprav ta hip zdaj to gre. Scenarije delamo tudi za naprej, je pa res, da se to vsak dan spreminja, morda celo večkrat na dan, kako bomo delali naprej. Tako trenutno je tako, da delamo v zaklenjenem zdravstvenem domu, pred vrati so zdravstveno osebe, ki pač vpraša, kdo gre v zdravstveni dom in spuščajo samo tiste, ki so že po posvetu zdravnikom naročeni. To je danes, morda bo jutri že malo zaostreno še. Zdaj, kakorkoli upamo, zagotovo stvar gre naprej, nekih lažnih pričakovanj jaz nimam, tudi menim, da večina ljudi bo to brez škode prebolela. Zdaj po projekcijah pravijo, da bo zbolelo okrog 20% populacije, oziroma 10 do 20% populacije, da večina teh bodo tudi ozdraveli brez komplikacij, brez posledic. Ogroženi so starejši, potem so ogroženi tisti s kroničnimi boleznimi, to se pravi ljudje s bolezni srca in ožilja, astmatiki, sladkorni bolniki, tisti, ki so na zdravilih, ki zavirajo imunsko odpornost, vse to so ogroženi, tisti bodo imeli verjetno večje težave. Večina mladih, zdravih bo verjetno prebolela bolezen tako, kakor gripo. Ena svetla točka je to, da otroci niso prizadeti pred tem bolezni, se mi zdi, da nam to kar nekako vseeno nekako smo bolj pozitivni glede te bolezni, če rečemo, da vse otroci ne zbolevajo v hujši obliki. Mi pričakujemo realnost, tako da ta teden, morda še naslednji, bo manj bolnikov, potem pa se bo verjetno videlo, kje smo, pojavili se bojo tisti, ki so težje prizadeti, bolnišnice bodo verjetno bolj polne od drugega tedna, statistiko bomo pa sproti spremljali. Zdaj s tem, če se bomo uspešno izolirali, bo potek bolezni zagotovo upočasnjen in po takih kritičnih pacientov
manj bo vse zmogljivost zdravstvene službe ostala. Jaz se tudi zelo bojim, da mi kot zdravstveni delavci, da bomo tisti, ki bomo prvi zboleli, pa ne bo osebja, ki bi lahko izvajalo to nujno medicinsko pomoč. Pa vseeno računam, da bomo s temi zaščitnimi sredstvi omejili to na čim manjšo mero. No.